Hvala. Lepo pozdravljeni, predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič, predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, spoštovana varuh človekovih pravic in zagovornik načela enakosti, predstavniki ministrstev, ministrica, poslanke, poslanci, kolegi iz invalidskih organizacij in vsi drugi spoštovani gostje. Dobrodošli na današnji obeležitvi Mednarodnega dneva invalidov. To je vsakoletna priložnost, da javnost in odločevalce spomnimo na položaj invalidov v naši družbi. Pravice invalidov, ukrepi, s katerimi se zagotavlja naša enakopravnost, so zapisani v številnih zakonih, tudi v ustavi in nenazadnje v Mednarodni konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala že pred 15 leti. A čeprav gre za obvezujoče predpise, je besedilo na papirju eno, dejansko življenje pa malce drugačno. In tako smo invalidi še vedno izpostavljeni diskriminaciji, različnim oviram, ki nam otežujejo sodelovanje na številnih področjih življenja in posledično smo bolj izpostavljeni kot povprečna populacija tudi socialni izključenosti. Pri uresničevanju pravic invalidov imajo pomembno vlogo tudi invalidske organizacije. Kot smo slišali tudi v nagovoru gospe predsednice republike, ki je prepoznala to vlogo, ne gre samo za interesna združevanja in izmenjavo izkušenj, ampak invalidske organizacije s svojimi programi in raznimi aktivnostmi pomembno dopolnjujejo vlogo države na področju zagotavljanja enakih možnosti, podpirajo aktivno in neodvisno življenje invalidov ter skrbijo za to, da so človekove pravice invalidov uresničene na višjem nivoju, kot bi bile sicer. Zlasti reprezentativne invalidske organizacije imajo vlogo zagovornika pravic invalidov. Velika večina reprezentativnih invalidskih organizacij in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju celotne države, so prostovoljno vključuje v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Kot smo slišali, ta usklajuje medsebojne interese organizacij, skrbi za prepoznavnost invalidov in njihov položaj v družbi, osvešča širšo in strokovno javnost, se zavzema za oblikovanje ustreznih sistemskih rešitev, pomaga pri oblikovanju predlogov ukrepov za zagotavljanje dostopnosti z vidika različnih invalidnosti, sodeluje z organizacijami na širši evropski ravni in izvaja tudi druge skupno dogovorjene naloge. Skladno z načelom nič o invalidih brez invalidov, ter ob strokovnem znanju in izkušnjah, ki so se v večdesetletnem delovanju akumulirali v invalidskih organizacijah, utemeljeno pričakujemo, da so naši predstavniki tvorno vključeni v vse procese oblikovanja sistemskih rešitev in drugih ukrepov na področjih, ki so relevantna za invalide. Na to še posebej opozarjamo v tem obdobju napovedanih reform zdravstvenega sistema ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa nenazadnje tudi v obdobju, ko bomo kot država skrbno nadzirali porabo financ zaradi odprave posledic naravne katastrofe, ki je zadela Slovenijo in bo verjetno to pogojeno tudi z različnimi varčevalnimi ukrepi. Tukaj pozivamo na previdnost, da varčevalni ukrepi ne bi še poslabšali socialnega stanja najranljivejših skupin prebivalstva, med katerimi so žal v velikem številu tudi invalidi. Na tem mestu želimo opozoriti tudi na položaj Sveta za invalide Republike Slovenije, ki je po določbi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike. Med njegovimi nalogami pa je tudi spremljanje izvajanja Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov,
in izbirnega protokola k konvenciji o pravicah invalidov. Kljub tej njegovi jasno določeni nalogi in vlogi, državni organi pogosto ne spoštujejo vloge sveta kot obveznega posvetovalnega organa, ki pri sprejemanju zakonov, predpisov, ki neposredno ali posredno posegajo na področje pravic invalidov. Prepogosto se žal zgodi, da so pozivi sveta za posredovanje informacij ali gradiv o nameravanih zakonodajnih rešitvah brez odziva. Prav tako čakamo na ureditev položaja sveta za invalide, ki bi mu zagotovil osnovne pogoje za učinkovito delovanje in močnejšo vlogo pri uresničevanju in spremljanju izvajanja pravic invalidov. Doslej sta bila pripravljena 2 zakonska predloga o svetu za invalide, oba sta obtičala na zakonodajni poti. Vmes je bil organiziran tudi posvet v državnem svetu na temo iskanja ustrezne rešitve, kjer je bilo dogovorjeno, da bo imenovana posebna delovna skupina, ki bo vključevala vse deležnike, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju rešitve o svetu za invalide. Žal, tudi ta delovna skupina medtem ni bila imenovana, je pa bila oblikovana rešitev, pri kateri pa invalidske organizacije in svet za invalide kot tak niso sodelovali. Zato ponovno pozivamo, da poiščemo takšno rešitev, kot je bila omenjena tudi v nagovoru predsednice Republike Slovenije. Žal pri odličevalcih doslej očitno še ni bila prepoznana prednost, ki jo prinaša že sama sestava sveta za invalide. V njem so namreč povezani tako predstavniki različnih reprezentativnih invalidskih organizacij, kot tudi strokovnih institucij, ki delujejo na področju invalidskega varstva, ter tudi predstavniki ministrstev. Takšna sestava omogoča kakovostno in celovito obravnavo gradiv in oblikovanje stališč, ki izhajajo tako iz strokovnega znanja, kot tudi iz izkušenj in drugih specifičnih kompetenc na tem področju. Smo na pragu leta 2024. To je leto, v katerem bomo ponovno imenovali evropske poslance. V zvezi s tem je letos v Bruslju potekal Evropski parlament invalidov, ki je med drugim izpostavil tudi področje volilne pravice. Ob tej priložnosti je bil oblikovan manifest z naslovom Gradimo vključujočo prihodnost za invalide v Evropski uniji. Manifest poziva politične voditelje Evropske unije naj zagotovijo, da bodo imeli vsi invalidi pravico sodelovati na evropskih volitvah. Možnost sodelovanja v političnih procesih je namreč bistvena sestavina aktivnega državljanstva in temelj vsake demokratične družbe, kot smo tudi že danes slišali. Enakopravna možnost sodelovanja na volitvah, torej imeti glas pri izbiri izvoljenih predstavnikov, katerih odločitve vplivajo na življenje vseh nas, na prihodnost naše nacionalne ali širše evropske skupnosti, to je bistvo tega, kar pomeni biti državljan. V Sloveniji je 3000 polnoletnim državljanom odvzeta volilna pravica zaradi invalidnosti. Skrajni čas je, da tudi naša država sledi temu pozivu, zgledu že številnih evropskih držav in skladno s konvencijo o pravicah invalidov omogoči glas našim državljanom, sodržavljanom na evropskih volitvah prihodnje leto in seveda tudi na drugih volitvah v prihodnje. Vsi smo del družbe in države, v kateri živimo, ter v okviru možnosti, ki jih imamo, skupaj z drugimi prebivalci prispevamo k njenemu ekonomskemu položaju in razvoju. Z odstranjevanjem ovir na področju izobraževanja, zaposlovanja, mobilnosti, neodvisnega življenja ter aktivnega sodelovanja v vseh področjih zasebnega, družbenega in političnega življenja bi lahko bil prispevek invalidov v družbi ter k njenemu trajnostnemu razvoju še večji kot doslej. Zaključek mojega današnjega nagovora pa je namenjen zahvali. Zahvali vsem posameznikom in institucijam,
ki s svojim delovanjem spodbujate in omogočate enakopravno, aktivno in neodvisno življenje invalidov ter se zavzemate za oblikovanje vključujoče in pravične družbe za vse. Hvala.